ŠKL pa potnik tokrat pred nekoliko zimsko Postojnsko jamo in z menoj v prispevku se bo tokrat pridružil Jaka, ker želimo predstaviti ravnateljem in učiteljem nove možnosti za izvedbo naravoslovnega, športnega in kulturnega izleta ali pa kombinacijo vseh treh na enem mestu. Naj te ne skrbi, če danes tako malo mraz, dežuje, napovedan je celo sneg, v jami je vedno lepo vreme. Ampak naš program se najprej začne v Predjamskem gradu, kjer obiskovalci spoznajo zgodbo o Erasmu Predjamskem in še marsikaj zanimivega. Predjamski grad ponuja tudi pogled na to, kako je lahko človek izkoristil tisto, kar mu je narava dala, kar mu je dala kraška narava in kako je skupaj s tem ustvaril svojim delom svojih rok, v bistvu eno tako zaključeno celoto, ki je ponujala izvrstno varnost. Od pomembnega kulturnega spomenika pa v Proteusovo jamo oziroma Vivari, kjer spoznamo edinstvene jamske živali prilagojene večni temi. So pa to redke živali, zato lahko obiskovalci Postojnske jame in tudi šolarji si lahko te jamske živalice ogledajo tudi v Vivariju, ki je na nek način živalski vrt drobnih in sicer majhnih jamskih živali na ogled širši javnosti. Zvezda Vivarija je seveda človeška ribica, o katerem je v svojem slovitem delu o izvoru vrst pisal že Darwin. Ogledamo si tudi razstavo kar 7000 metuljev sveta, v parku Postojnske jame pa obnovljen Modrijanov mlin in čudovit ponor reke Pivke. Sledi vstop v naravni spomenik jamo, ki je kapniško najbogatejša, prav tu pa so bili najdeni prvi primerki jamskih živali. Je svetovna znamenitost že 200 let in je edina jama na svetu, v kateri se doživi vznemirljivo vožnjo z vlakcem. Postojnska jama velja za največjo znamenitost Slovenije in hkrati za eden največjih kraških naravnih spomenikov. Ali veste, da obišče letno Postojnsko jamo več kot pol milijona ljudi iz 166 držav? Vseh držav na svetu pa je 196. Torej lahko pravično rečemo, da k nam prihaja cel svet. Mislim pa, da za vašo šolo Postojnska jama le ni tako daleč. Po novem imajo tudi učna gradiva za šolske skupine, ki se navezujejo na učni načrt, posamezne razrede in predmetna področja. Bistveno najprej to, da učno snov spoznavajo v naravi. Kraški svet, kraški podzemni svet, Predjamski grad, Vivari, se pravi biodiverziteta, živi svet, bom rekel, v jamah. To je tisto, kar je na eni strani zanimivo, po drugi strani pa zelo poučno in tega nam učilnice nikoli niso dale. Kako pa so strokovno ekskurzijo zadovoljni učitelji in mentori posameznih šol? Danes smo spoznali, da imamo pred vrati super znamenitosti. Lahko govorimo o veliki blagovni znamki. Postojnska jama nudi precej takih stvari, s katerimi bi mi lahko obogatili tudi naš učni program in ponudili tudi našim učencem. Mislim, da bomo vse s pridom in koristno lahko tudi prenesli naprej na naše bodoče rodove, torej na naše učence. Glede na to, kaj nam je bilo prikazano in kakšnega vodiča smo imeli, da se lahko kaj takega naredi tudi z našimi učenci. Vsekakor nam je bila to zelo prijetna izkušnja in tak izlet toplo priporočam tudi ostalim šolam po Sloveniji. Vse te novosti, nov tim in fokusiranost za šolske skupine, poleg vrhunske izvedbe šolskih izletov, so vplivali na povečanje zanimanja šol v Sloveniji. In zahvaljujem se vsem ravnateljem in ostalim pedagoškim delavcem, ki vzorno skrbite, da se tudi med mlado generacijo ohranja zavedanje o pomembnosti te naravne in kulturne dediščine ter krepi ponos, da je Postojnska jama to svetovno čudo, ta biser lepote, prav naš slovenski ponos.